Ja, zdaj, kolekcija sama je bila dejansko razvita z enim samim namenom, zato da se imamo fajn. Enostavno smo našli eno sinergijo z njimi. Tudi znotraj KJK Sport smo v bistvu mi edini, ki smo delali samo zimo. Ne? In prišla je ideja, zakaj pa ne bi skupaj nekaj naredili. Zdaj vsi dizajni, vse barve, vse to smo dejansko je bilo razvito pri nas. Tudi naše ideje so bile vse jasno, same osnovne karakteristike vseh naših produktov so bile pa razvite pač v vsaki firmi posebej, se pravi vsaki od naših sestrskih firm. Na koncu smo pa enostavno dali vse te ideje skupaj in prišel en tak res lušten portfolio produktov, ki dejansko lahko ga uporablja od enega res eksperta do čisto enostavno tiste družinske zabave, ki gre lahko cela družina gor ali pa krog prijateljev in se imajo pač fajn na vodi. Ta naš osnovni moto Always good time, se pravi, vedno se imamo fajn, smo zdaj dejansko razširili iz zime nekako skoraj na celo leto. In mislim, da je to prav, ker na končni fazi je športna firma, ni samo smučarska firma. In prav je, da smo te produkte tudi pripeljali. Ja, dolgo tradicijo imate. Kaj pa Ingemar Stenmark vas še kaj obišče? Seveda, z Ingemarjem imamo zelo pristne prijateljske odnose. Sicer zadnje čase ne potuje več toliko, kot je včasih, ampak na te najbolj pomembne dogodke, ki jih imamo, predstaviti kakšnih res revolucionarnih stvari, sploh glede smučarije. Pride, se udeleži, nas nekako počasti svojim obiskam in nam da tisto dodano vrednost in tisto potrditev, da vseeno pa delamo v pravo smer, delamo dobro. In če je nek tako vrhunski smučar, športnik, človek, toliko let zvest eni firmi, ja nekaj mora tle biti siguren na tem. Prej ste omenili turno smuko. A to samo v Sloveniji ali je svetovni trend? Ali pa porast? Ja, absolutno, zdaj zaradi korone, ki smo jo pač imeli, še zmeraj imamo, vseh zaprtih smučišč, ker praktično v celi Evropi je samo delno Slovenija pa Švica, da sta imele odprta smučišča in dejansko je bila turna smuka tista, ki ti je ponudila neko možnost svobode gibanja, sicer pač znotraj teh omejitev, ampak vseeno je bila neka svoboda gibanja in pač stik s snegom in pa smučanjem. Sicer pa se je to pri nas malo sprostilo, vseeno se da smučati, ampak velika večina Evrope je bila v lockdownu, kar se tiče teh vlečenc pa smučarskih središč. In enostavno to je bila edina možnost, da so pač ljudje lahko smučali. In opazili smo ogromen porast prodaje, ampak ne samo teh boljših, ampak predvsem tistih, ki hočejo nekaj za sebe narediti in pozimi, kaj boš naredil. Ali si doma noter zaprt, ali greš v fitness, pa če je bil itak zaprt, ali si doma v svoji garaži gonaš kolo ali pa trak, ali greš pa enostavno, daš smuče v avto, se odpelješ na smučišče, daš vse gor in prideš na vrh in si nekaj za sebe naredil. Tako da absolutno ta trend pričakujemo, da bo še naraščal, pa niti ne zaradi tega, ker je pač korona zginila ne bo. Bomo se jo pa navadili se mu z njo živeti, smučišča bojo odprta, ampak ljudje so enostavno videli, da je to tako fajn. In ogromen novih teh uporabnikov je prišlo v ta šport, predvsem zaradi tega, da so pač nekaj zase naredili in videli, da je to fajn. Tako da nekako ocenjujemo, da se bo ta trend nadaljeval. Sicer mogoče v malo manjši meri, kot je bil letos pač grozen boom, ampak bo pa siguren. Ja. Kako pa Elan sodeluje v lokalni skupnosti? Tukaj mislim povezano s tem gorska reševalna služba pa zaščita. Ja, absolutno. Zdaj letos smo mi na trg lansirali novo linijo turnih smuči, Ripstick Tour.
Recimo Gorska reševalna služba je bila v bistvu prva, ki je sploh dobila te nekako, ne bom rekel še čist prototipe, ampak dejansko tisto prvi lot izdelave teh smuči. Feedbacki so bili fenomenalni, zaradi tega, ker smo nekako uspeli najti ta prav razmerje med performancem dol, se pravi, ko se smučaš, in pa tisto lahkotnostjo in enostavnostjo za iti gor. Ker do zdaj ali je bila res super za gor, ali pa je bila res super za dol. In z Ripstick Tourom smo res našli ta prav razmerje, da lahko zadovolji pač uporabnika na kakršenkoli način, se pravi gor ali pa za dol, ali pa pač oboje. Ima Elan tudi kakšno željo, da bo šel v tekmovalni kajak kanu zdaj z tem razvojem kajakov pa kanujev? Zaenkrat ni bilo, mislim, smo o tem debatirali, zaenkrat te želje nekako ni. Zakaj? Enostavno zaradi tega, ker tekmovalni šport v vsakem športu je blazno zahteven. In kar se tiče razvoja, in kar se tiče vsega. Tako da trenutno tega nimamo, v planu je pa pač še ta stvar, ne, sem že parkrat ponovil, always good times, ne. Saj samo mora tekmovanjih tudi fajn, ampak koliko je takih ljudi, ki tekmujejo v kajaku? Malo. Procent, 2. Ostalih 98% pa ne smemo pozabiti. To je tisto, zaradi tega si gremo, to je tisto, da smo od zunaj, da nismo not zaprti, da nekaj počnemo, da ni računalnik naš najboljši prijatelj ali pa tablica in mislim, da je to tista prava smer, ko je Elan kot firma, kot filozofija firme, ko jo obiramo. Primarno je bil namen teh produktov najprej najti pač neko sinergijo glede na prostor, v katerem smo. Se pravi, mi smo sred gora, mi imamo jezera, mi imamo reke in načeloma je prva ideja, zakaj to delamo, je bil pač ta naš lokalen prostor. Ja, absolutno s temi kajaki se da peljati tudi po morju, sploh Vantage pa Venture, ampak enostavno ne propagiramo tega ne zato, da ne bi bili primerni, ampak zato, ker pač mi smo prepričani, da je večja prihodnost sploh za nas kot firmo, da dejansko v tem našem prostoru poskušamo čim več teh produktov umestiti. Zdaj naš primaren trg bo pač Jadran, Adriatik, kakorkoli že rečemo. Mogoče še Italija, Avstrija pa Madžarska. Kaj dosti ven pa zaenkrat ne. Najprej moramo videti, pač to je vseeno tuk nov program, ne glede na vso preteklost, ki smo jo imeli s plovili, ampak tukaj je nov program, tudi ponudba na trgu je ogromen, da vidimo, kako se bo to obneslo najprej tlele, ampak v vsakem primeru, če ne bi bili pripričani, da bo, ne bi šli sploh v ta program. Bilo je pa zelo zanimivo. Recimo, nedolgo nazaj smo ravno tlele v Bohinju smo imeli pač en fotoshooting s temi našimi produkti in ko so ljudje porajtali, da je to Elan, so bili vsi navdušeni, so rekli, no fajn, končen, spet ste tole ven pripeljali. Tako da nek zgodovinski spomin siguren je, sploh zrelejše generacije, ki se spomnijo še teh starih kanujev, ne. Ampak v vsakem primeru tudi mlajši, ki pa poznajo bolj kot smučarsko firmo, pa rečejo super, fajn, širite, ja, smo veseli. Tako da jaz mislim, da tlele bo en tak win-win situacija. Ko smo v bistvu prišli od vprašanj, a vi sploh še delate, a vi sploh še obstajate in to pazi v Sloveniji, ko se razvejo stvari od danes do jutra, smo pač toliko majhni. Ko smo od teh vprašanj prišli pol na vprašanja ti, kako pa to, da zdaj pač delate na produkte za tako široko uporabo, se pravi, da so ljudje dejansko že ne samo
prepoznali, da smo še zmeraj na trgu, še zmeraj živimo in to živimo močno, ne? Ampak da dejansko so tudi prepoznali našo novo filozofijo, naš nov pristop, pač tisto samo do vseh produktov, ki jih delamo, je absolutno en tak dosti gromozanski korak naprej za nas kot firmo. Po končni fazi tudi se je lani bil skozi vsa leta en tak vlečni konj, en tak prepoznavna znamka tudi na vzven, v tujino. In jaz sem sam vesel, pač, da gre ta zadeva skozi bolj v to smer.